Ne vem, kaj ne rečem. Zato sem tih. Vse se je začelo mesec pa pol nazaj. Ste verjetno videli moj predzadnji video, ki sem ga naredil o mojem poletju, pa katera sem govoril, da sem imel krizo, bla bla bla, če vas to zanima, si pejte video pogledati. Res sem šel skozi težko obdobje in dobil sem drugačen pogled na svet, oziroma lahko bi rekel, da sem se na drugačen, boljši način začel zavedati samega sebe. Prišel sem do ugotovitve, da smo v bistvu ljudje, eni ste se to učili že pri psihologiji, to je Freud govoril, da je v bistvu človek sploh nima svobodne volje pri odločanju, zaradi tega, ker v bistvu ti, ki se nekaj odločaš, se odločaš zaradi določenih dogodkov in oseb, ki si jih dobil, ne da bi si jih izbral v svoje življenje in se ti je nekaj zgodil in zaradi teh dogodkov si pa določeno odločitev sprejel. To sem verjetno ful nerazumljivo povedal, še sam točno ne vem, kaj sem. Bom povedal na primeru. Nekoč je živel en fantek Tomaž in sedel je za mizo, star je bil 5 let in ker si zaželel pire krompirja, je rekel: Mami, a mi lahko prosim podaš skledo pire krompirja? In mami mu jo je podala in nerodnemu Tomažu je padla iz rok in se na tleh razbila. Vsi so začeli kričati: Oh my god, Tomaž, koliko si ti štorast, ne zaslužiš si tega krompirja, ker ti je padel na tla. Point te zgodbe je, da je bogi Tomaž star 5 let otrok, ker otroci itak vse, kar slišijo, sprejmejo vase, ker so ke spužve. Baje do 8. leta se mi zdi največ informacij in prepričanj o svetu dobimo. Tomaž je postal nesamozavesten, počutil se je manj vrednega zaradi tega, ker jaz sem manj vreden, ker si ne zaslužim krompirja, vsi ostali si pa ga, in je to prepričanje v bistvu iz leta v leto, pol celo življenje prenašal in v bistvu nikoli ni zares se vprašal, a pa sem jaz dejansko nevreden, nesamozavesten. No, glavno ta Tomaž je bil tudi pol, pri 19 letih, 20, 25, 30 letih, lahko tudi do konca življenja, tak, da se je počutil manj vrednega in je bil nesamozavesten in ni mogel dobiti punce. Če se vrnemo majčkeno nazaj na začetek tega, kar sem začel govoriti, mnenje sem, in meni se zdi kar dosti logično, da je človek v bistvu nesvoboden pri odločanju o čemarkoli in prav tako sploh ni to, kar misli, da je. Zaradi tega, ker to, kar misli, da je zaradi naključnih dogodkov in naključnih ljudi, ki so prišli v njegovo življenje in si jih sploh ni izbral, je pač zaradi tega postal tak, kot je. Ker sem to zvedel, pozabil sem kako, ampak eno ful dobro knjigo berem, večino stvari sem iz tam pobral. V glavnem, začel sem se reševati vseh stvari, ki me vlečejo nazaj, ki me vlečejo v tistega starega Urha Kočarja, ki mi gre ful na Ne, sej nič ni narobe, ne vem, zakaj za to vam govorim, sej moral bi se popravičevati. Začel sem v bistvu, ne vem, to je zelo zapleteno, ne vem, niti jaz ne razumem najboljš, kaj točno sem delal, še vedno sem v procesu tega, jasno, ker definitivno še nisem tam, ko hočem biti. Vse pa pozitivne spremembe poznajo in to je v bistvu ful dobro, ker je ful dobra motivacija, ker ni tako, da moraš vložiti 10 let dela v neki, šele pol po 10 letih se ti odpre in si dosegel to stvar, ampak dejansko več, ko delaš, dlje prideš, bolj napreduješ. Ja, ne vem, no, že v onem pred zadnjem videu o poletju sem govoril, da sem se sekiral zaradi ful brezveznih stvari, tako da zdaj se ne sekiram več zaradi ful brezveznih stvari in življenje ful lepše postane, kako bolj na easy jemlješ. Ljudje se mi zdijo toliko zategnjeni povsod, za vse. Bro! Sprost se. Ful mi je smešen, ker se vsi pritožujejo nad nečim, ampak v bistvu edini zaradi koga so te težave zaradi točno te osebe. Meni se dogajajo same negativne stvari v življenju. Je valjda se ti, če imaš pa ves čas tak negativen pogled na svet. Pač ne moram ful o teoriji glede tega govoriti, vem pa v praksi, da ker sem jaz spremenil pogled na svet, jaz sem verjel, da se mi ves čas pozitivne stvari dogajajo. Pa to še ne pomeni, da imam zdaj
same pozitivne stvari v življenju, kje pa ti sam spremeniš mnenje o nečem, recimo, da zamudiš avtobus. O ne, zamudil sem avtobus, lahko pa rečeš, okej, zamudil sem avtobus, ziher se je zgodil z namenom in pol ugotoviš, da na sestanek, na katerega si šel, odpade. To se mi dejansko zgodil, odkar sem se preselil sem sam dvakrat zamudil avtobus, enkrat sem še zdavni, pol ta drugič je bilo pa to in sem se ful sekiral na začetku, pa sem rekel, zbudi se, ni tako slabo. In ker sem prišel domov, sem dobil mail in sem prebral, da je bil sestanek predstavljen za 1 uro, ker je bilo ful smešno. Glavno, ja, vse v tvoji glavi, ful mi vroče postalo. Še ta luč tukaj, toliko toplote daje. No, da ne bomo šli preveč s teme tega videa v procesu, spravo temu procesu puščanja predvsem negativnih stvari za sabo, sem ugotovil, da je v bistvu ful velik del mene vezan tudi na moj YouTube kanal, katerega sem imel, ne vem koliko, 2 leti. Zdajle enkrat te dni sem objavil svoj prvi video, pred 2 letoma. Damn, okej. Ne vem, kako ne opišem to, ampak počutim se, kot da sem še vedno vezan na svoj YouTube kanal in moj YouTube kanal predstavlja starejšo verzijo mene, v bistvu mlajšo. Ne vem, razmišljal sem malo. Pogovarjal sem se tudi z Erikom, ki si je v bistvu ravnokar izbrisal kanal, ker se mi je zdelo ful tako, what, kaj s tabo, veš koliko časa si vložil v to. Ampak pol, ko mi je povedal, zakaj sem bil, ja, v bistvu imaš prav, tudi jaz sem že razmišljal o tem. Zbrisal sem si že vse, tako na internetu ful, ker res sem imel problem, da sem bil v 1. pa 2. letniku, sem bil ves čas na računalniku in sem sovražil svoj life. Prišel sem domov iz šole in sedel tam in gledal butaste stvari in igral butaste igrice. Playlisti na YouTubeu so šli stran, še lajkane videe v playlistu sem čisto vsakega posebej dal stran in jih je bilo nekaj čez 2500, čez 3000. Fun fact, ful mi je bilo všeč, ker sem šel čez svoj ta stari YouTube channel, ker sem brisal tudi vse to in sem našel ful video o tem, kako graditi na samozavesti, kam moraš narediti, da dobiš punco. No, ja, nečem malo nostalgije. Glavno, ja, hotel sem se znebiti vseh teh 0 pa 1, ker sem toliko veliko časa preživel na internetu, da je v bistvu še vedno toliko velik del mene predstavlja ta računalnik. In zdaj, ker sem si izbrisal vse to, nisem še čisto končal, nekaj imam z DJI probleme. So far, več teh stvari, ker ni več gor, manj se počutam attachanga na to staro verzijo sebe in se ful bolj svobodno počutim, pa vedno boljše volje sem, sem bil že prej boljše volje sam. Ne vem, ne maram imeti v življenju stvari, ki so tam in ne vem kaj so. V smislu, da sem imel ful enih video v playlistih, pa sploh nisem vedel, kateri videi so to. Pa da sem bil naročen na ful kanalov, pa sploh nisem vedel, na katere kanale sem bil naročen. Ne vem, no, ne vem kako naj to pišem. Jaz razumem, okej, ta YouTube channel, pa zato sem se odločil. Da se upravičujem, ampak res bi rad napredoval osebnostno, pa magari naredim pol, ko bom zrihtal vse, še en kanal, pa se vidimo tam. Ful vam najlepša hvala za te čudoviti 2 leti. Kljub temu, da se nisem dobro počutil, mi še vedno YouTube, pa se prav vi, ker YouTube brez vas ni nič polepše življenje, pa toliko mi ga je spremenil. Dejansko, če ne bi imel tega YouTube kanala, ne bi prišel do tega spoznanja, da sem zdaj toliko boljš razpoložen, pa da imam toliko bolj, ne vem, iskren odnos z ljudmi na splošno, ker mi je ful pomembno, ker ta material pa vse te stvari, ki si jih ljudje kupujejo tako. Ful nepomembno, realno, pa nočem se slišati kot nek, ne vem, duhovnik ali neki, ki zdravlja materijale. Sem pač vse mi je, ker ful ni pomembno in ne vpliva na to, kdo sem jaz in ne vpliva na kvaliteto mojega življenja. Vse stvari moraš imeti, jasno, da lahko delaš določene stvari, ampak ni. Ja, pač moj point je, da so pomembni odnosi, ki jih imaš z drugimi ljudmi, ne pa s katero kamero snemaš. Tam gre ful na živce, nehajte me spraševati, s katero opremo snemam, ker bi vi tudi radi delali take videe. Ful ni point v opremi, okej? S čimerkoli lahko delaš dobre videe, ker ni pomembno, s katero opremo snemaš, ampak kaj snemaš. Ta video bom pustil gor še en teden, I guess. Glih toliko, da si ga boste lahko pogledali. Kdo že dojel, da je to joke?
To verjetno je ful slaba šala. What the Ne, jaz si ne bom zbrisal YouTube kanala, what the sam tako. Fuck you in your face, pa ne v vašo, pač, kako mojo. Veš, koliko časa sem jaz dal to? Koliko živcev, koliko ur dela po noč, da sem dal ven. Ne, dej neki. Čeprav resno, vse to, kar sem povedal, je res. Ampak imam pa dva razloga, zaradi katerih pa definitivno to ne pride v poštev. To, kar sem ravnokar povedal, da sem toliko dela vložil v to. Drugi razlog je pa, saj ste videli, ker sem na YouTubeu pač objavil tisto objavo, da sem malo razmišljal, da bi si izbrisal kanal. Dejansko sem razmišljal o tem, če ne bi tega videli. Zdaj nočem, da bi zdaj izpadel vsak en prank. Ni bil prank, morda sem. Pač zaradi vas, realno, ker ne vem, no, še vedno nekako čutim neko odgovornost na sebi in se mi zdi ful ne fair, da bi vaše zaupanje s tem, ker ste se subscribali na moj kanal, kar tako izkoristil. V glavnem to definitivno ni potrebno, ker s tem, ker sem si zbrisal vse one stvari, sem nekako zbrisal vse stvari, ki so bile tam, pa nisem vedel, kaj so, tako da sem zdaj ful bolj. Ne vem, vem kaj imam na internetu in to so basically samo še moji videi. No, sam bi rad komentiral par stvari, ki ste mi jih napisali pod ono objavo. To je moj star računalnik, na tem zdaj miksam glasbo, ker sem DJ, okej. Najprej bi se definitivno rad zahvalil za vas pozitiven feedback. Malo ste me presenetili s tem, nisem vedel, da sem še toliko aktualen. Polka ne so vsi isti. Ful mi je všeč, da ste eni napisali, da je to čist moja odločitev, ker pač realno je. Ej, poglej mene, jaz gledam tvoje videe, zaradi mene ne zbrisati kanala, kar je še vedno lepo. Ker so še vedno moje videe mi veliko pomenijo, ampak tisto mi pa še posebej veliko pomeni. Če tega nisi napisal samo za pozornost in pozitivne komentarje, ti rečem, da se ne ukvarjaj s tem, če nisi srečen. Poišči nov izziv, ki te drive, kanal popusti na YouTube za fane, ki so te spremljali do zdaj. Mislim, valjda sem to napisal samo za pozitivne komentarje in pozornost, da. Naslov videa. Zakaj si mislim zbrisati YouTube kanal? Sej, realno, sam povedal sem razloge, zakaj si ga mislim zbrisati. Imamo tudi dva razloga, ki odločata o tem, a si ga dejansko bom ali ne. Ne zdaj se. Ne, prosim, ne, please, nope, no way, niti slučajno ne. A veš, koliko truda si vložil v to? Vem, koliko truda sem vložil v to. To me dejansko sprašuješ, ali ti bom napisal, vem. Ne, eni hiter dol zloada posnetke, da jih bomo lahko še pogledali. Ker to preberem, mi kar pri srcu pogreje. Jaz bi moral delati več takih videov, ker tako sedim pred kamerom in se pogovarjam z vami. Pa ful sem nehal, pa ne vem zakaj. Ne si zbrisati kanala, ker si legenda. Ti si tudi legenda, Ana. Ne hecaj se urh. Sorry. Zanimivo mi je, da ni noben napisal, ja, zbriš si ga. To je nekaj, kar bi jaz napisal. To bi bilo dosti neumno, veš, koliko dela si vložil vse to, koliko folka te podpira in gleda, why. Edino, kar je tukaj sporno, je to, da si ga ne bi zbrisal zaradi tega, ker me toliko ljudi gleda, ker se mi ful sliš, kaj številka. Vem, da sem to že velikrat povedal in verjetno mi večina folka ne bo verjela, ampak dosti me boli koliko ljudi me gleda. Važno mi je, da imam, tudi če jih je 10 najbolj zvestih fanov, ki me pač dejansko podpirajo v tem, kar delam. Hočem povedati, da bi imel rajš 100 ljudi, ki me redno spremlja, pa imamo dejansko tak pristan odnos, ki pa 12,800, ki sploh ne gleda moje videe. Ni še konec videa. Za konec bi v bistvu rad spomnil na moj prejšnji video, v katerem sem vas prosil, da poveste ime za tole igračko. Mislil sem delati še razne ankete, ampak sem v bistvu našel en komentar, ki mi je bil sam toliko sweet, da sem bil, ja, definitivno, to mu ful paši in to bo postal. Saj se dal dejansko ful lušne komentarje, pa tak, ki bi mu dejansko pasal. Recimo Piki, Damjan. Isto, kar mi takoj padlo v oči, je bilo pa od Eve, ki je dala predlog, da bi mu bilo ime Maugi in to je zdaj Maugi. Lepo, da ste se spoznali. Vesel sem, da imaš končno ime, sorry, ker že prakse na tebi nabira. Ne bom te več zanemaril, okej. Maugi. Za konec bi sam še omenil eno malenkost. V tem procesu čiščenja svoje negativne zgodovine sem v bistvu našel svoj
kind of no passion. Definitivno ne zapuščam YouTubea by any means. Odločil sem se, da bi se rad bolj resno, intenzivno začel ukvarjati z glasbo in bi mi ful pomenili, če bi šli na moj drug channel. Ga boste imeli v opisu, na koncu tega videa, povsod, kjer uploadam pač glasbo in bi mi ful pomenili, če bi mi tam malo podpore pustili, ker je ful težji na mednarodnem trgu spet, pa v slovenskem. Bili zdaj sem mene v kavi vendal. Vedi si ga poslušali, mogoče vam bo všeč. Načno. Najlepša hvala za vso podporo, ki ste mi jo dali. Res mi iskreno zelo veliko pomen. Vem, da se ponavljam s tem svojim iskrenim zahvaljevanjem, ampak čisto resno mislim. Vejte se radi, veliko se smejte, povejte svojim bližnjim, da vam veliko pomenijo in pa, tako kot vedno, se vidimo v naslednjem videu. Bom objavil še kakšnega pred Božičem. Super, všeč mi je, bravo Urh, čestitke, posnel si še en video. To je bila lahko pesem, pojmo pisati pesem. Let's go.